Živjo. Ime mi je Niko in znanost me res zelo zanima. Tako zelo, da sem v decembru na mednarodni mladinski naravoslovni olimpijadi v Bangkoku osvojil srebrno medaljo. Mnoge znanost plaši ali ne zanima, a danes sem tu na Inštitutu Jožef Štefan, da dokažem nasprotno. Za začetek me zanima, kaj ste po izobrazbi. Jaz sem kemičarka. Jaz sem pa kemijski inženir, ampak se zdaj s tem ne ukvarjam več, sem pa zdaj komik. Odkot ideja za združitev stand-upa in znanosti? Smo hoteli nekako narediti nekaj zabavnega, nekaj, da ni samo znanstveno, ampak nekaj, kar je tudi za ostalo publiko, kako znanost približati mladim, in smo se odločili za nek tak stand-up show. Imeli bomo kemijske poskuse, to bo večinski delež, imeli bomo pa tudi fizikalne. Kemijo imaš vse posod, vsak dan srečuješ kemijo. Recimo, če ti mama reče, da moraš pospraviti sobo in je še nisi, ko bi že mogel, to pomeni, da se mama mogoče malo vžgala. Zdaj je pa od tebe odvisno, ali boš ti dodal kisik ali boš dodal tekoči dušik. Če ti rečeš mami, recimo, ja, takoj grem, to pomeni, da bo pač gorenje nehalo. Če boš pa ti rekel, veš kaj, zdaj nimam cajta, mogoče boljš, če te tak moti, da kar sama pospraviš. No, tu pa lahko pričakujemo neko eksplozijo oziroma dodajanje kisika na gorenje in bo. Kot kemiki imate najljubši element? Fluor je en tak posebnež periodnega sistema, je pa tudi element, s katerim se na našem odseku še največ ukvarjamo. Čas bi želel biti kak inertni plin, recimo argon, da ne bi reagiral na vsako malenkost. Se vam zdi, da imajo ljudje veliko predsodkov o znanstvenikih? Jaz mislim, da imajo še vedno predsodke, da smo znanstveniki zelo taki zaprti vase in da nekako ne znamo predstaviti znanosti drugim. Ponavadi si znanstvenika vedno predstavljamo nekoga, ki je v neki zažgani jakni, celi usmojeni, frizura je na vse konce. Marsikdo je čist normalen človek. Mislim, Evelyn ne, ampak drugače pa. Aleš, ti pa že dolgo nisi bil v laboratoriju. Hecam se. Če vas je moj današnji obisk inštituta vsaj malo navdušil za znanost, ga lahko jutri na dan odprtih vrat tudi sami obiščete in raziščete vse zanimive stvari, ki jih tu počnejo. Morda tudi sami nekega dne postanete znanstveniki. Adijo!